Zgodovina uči, da so bili vsi enaki, ampak zgodovino pišejo zmagovalci. Zgodovina nas uči samo o njihovih krivdah in o njihovi nepravilni odločitvi. Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili, kako so pred 80 leti prisegli Hitlerju na Plečnikovem stadionu. Pred natanko 80 leti so na Plečnikovem stadionu plapolale nemške zastave s kljukastim križem, črna zastava SS in tedaj prepovedana slovenska zastava z grbom kranjske dežele. Bil je Hitlerjev rojstni dan in čeprav se je že napovedoval nemški poraz, so ljubljanski domobranci na stadionu za Bežigradom dvignili desnice pod okriljem domobranskega generala Leona Rupnika in prisegli Hitlerju ter Tretjemu rajhu. Ta prizor se je zavedno vpisal v slovensko zgodovino. Prisegam pri vsemogočnemu Bogu, da bom zvest, hraber in svojim nadrejenim pokoran, da bom v skupnemu boju za nemško oboroženo silo, stoječo pod poveljstvom vodje velike Nemčije, SS četami, policijo, proti banditom in komunizmu, kakor tudi njegovim zaveznikom, svoje dolžnosti vestno izpolnjeval za svojo slovensko domovino kot del svobodne Evrope. Za ta boj sem pripravljen žrtvovati tudi svoje življenje. Tako mi Bog pomagaj, se je glasila prisega Hitlerju in Tretjemu rajhu, ki je natanko pred 80 leti odmevala na ljubljanskem Plečnikovem stadionu. Prva domobranska prisega v Ljubljani se je po tihi maši, ki jo je za domobrance daroval škof Rožman, zgodila na Hitlerjev rojstni dan. Zbrali so se člani domobranskih enot iz okolice Ljubljane in člani policijskega korpusa slovenskega domobranstva. Prisotne sta nagovorila domobranski general Leon Rupnik in gestapovski general SS Erwin Rosener. Nato pa je zadonela nemška himna. SS je bila neusmiljena organizacija, ki jo je ustanovil Hitler. Je ena izmed najbolj odgovornih enot za genocid nad milijoni Judov in drugih žrtev med holokaustom. Saj so bili ravno pripadniki te organizacije brezobzirne vodje koncentracijskih taborišč. Njeni pripadniki so med drugo svetovno vojno zagrešili številne vojne zločine proti človeštvu. Po porazu nacistične Nemčije je Mednarodno vojaško sodišče v Nurembergu razsodilo, da je SS zločinska organizacija. Ljubljanski domobranci so po prisegi prijeli priznanja ter značke. Morali pa so podpisati izjavo v nemščini in slovenščini, v kateri so zagotovili, da so se prostovoljno priključili domobranskim enotam. Leon Rupnik se je tako v slovensko zgodovino zavedno zapisal kot tisti domobranski general, ki je leta 1944 stadionu za Bežigradom za dvignjeno desnico prisegel Tretjemu rajhu in Adolfu Hitlerju. Prisego so pozneje poskušali njegovi zavezniki relativizirati, češ da je izbral manjše zlo in da pravzaprav ni prisegel Hitlerju, a dejstva govorijo drugače. Prisegli so na Hitlerjev rojstni dan, v prisegi omenili vodjo velike Nemčije, v govoru pa je bilo jasno povedano, komu prisegajo. Poleg Rupnika pa je bil podpisan gestapovski general Erwin Rosener. Pod nadzorom slednjega je Rupnik organiziral slovensko domobranstvo in je bil v tej zadolžitvi soodgovoren za zločine njegovih članov, pa tudi za tragičen konec, ki so ga storili. Rupnikovo sodelovanje z okupatorjem, najprej italijanskim in nato nemškim, ima sicer korenine že v prvih letih vojne. Mednarodna priznana jugoslovanska vlada v izgnanstvu mu je zato odvzela generalski čin. V komunizmu je videl večje zlo od nacizma in fašizma, že pred vojno pa je bil izčrpni antisemit. Leo Rupnik je bil le marioneta v rokah Nemcev. Formalni poveljnik domobrancev pa je postal šele proti koncu vojne, ko je bil razplet že jasen. Kljub temu je postal osrednji simbol narodnega izdajalstva in kolaboracije. Po vojni ga je tedanje vojaško sodišče spoznalo za krivega izdaje in sodelovanja z okupatorjem in ga 4. septembra 1946 usmrtili. Slovensko vrhovno sodišče je obsodbo domobranskega generala Leona Rupnika, ki bil zaradi izdaje in sodelovanja z okupatorjem obsojen na smrt s streljanjem, razveljavilo januarja leta 2020. Sodniki so tedaj presodili, da 5 izmed 11 očitanih dejanj iz obsodbe delno ali v celoti ni bilo obrazloženih. Slovensko ustavno sodišče je sicer prejelo več ustavnih pritožb zoper razveljavitve obsodbe Leona Rupnika, ki jo je podalo več neposrednih in posrednih žrtev slovenskih kolaborantov s fašisti in nacisti. Tem so se pridružile še Judovska skupnost Slovenije, Zveza združenih borcev za vrednote NOB in Mestna občina Ljubljana.
Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.